Moje ime je Benjamin Štular in sem urednik znanstvene monografije Srednjeveški Blejski otok v arheoloških virih. Obstoj poganskega svetišča na Blejskem otoku je globoko zakoreninjen v zavesti slovenskega naroda. O njem so pisali že Valentin Vodnik, Anton Tomaž Linhart in seveda France Prešeren v svojem Krstu pri Savici. Vendar, ali obstajajo kakršnikoli znanstveni dokazi o obstoju takšnega svetišča? Doslej so raziskovalci preučevali pisne vire in z arheološkimi metodami iskali ostanke templjev, a niso našli niti prvih, niti drugih. Zakaj? Ker naši predniki pred tisočletji niso pisali knjig, temveč so svoje znanje prenašali z ustnim izročilom. Niti niso gradili templjev, saj so svoje bogove častili v naravi, na primer v hrastovih gajih ob vodnem izviru. Naša raziskava je zato ponovno analizirala arheološke podatke iz arheoloških izkopavanj iz 60. let preteklega stoletja. Vendar tokrat z uporabo novih metod, kot so GIS analiza, analiza podatkov zračnega laserskega skeniranja ter trirazsežno modeliranje arheoloških podatkov. Tako smo izluščili podobo poganskih obredov na Blejskem otoku pred prihodom krščanstva. To obredje se je končalo okoli leta 1004, ko je bila na otoku zgrajena prva krščanska cerkev. A ta je bila precej drugačna od današnjih predstav o cerkvi in tudi krščanstvo takrat je bilo drugačno od današnjega. Če vas zanima več o tem, vas v svojem imenu in imenu soavtorjev vljudno vabim k branju knjige.